Stanje je pač takšno kot po tekmi. Mislim, da imamo določene male probleme, ki se bojo že do jutri odpravili. 3 igralci so na terapiji, Prepelič malo s prepono, Hristo Nikolov z tetivo in pa Mujić je dobil nek žulj, tako da danes so imeli pač v svojem programu bolj pri fizioterapeutu, vsi ostali, razen Brodnika, so zdravi in so pač oddelali ta trening za 6. do 8. Kako se sploh lota te tekme? Za oboje ta tekma zelo pomembna. Pomembna za oboje, imate prav. V bistvu Lodice kot vsake drugačne, kot vsake tekme, treba bo, v bistvu igramo v gosteh, že doma smo imeli v bistvu z Bambergom velike probleme, dobra ekipa, vendar se pravim, vsaka tekma je drugačna, sami ste tudi, se mi zdi, da tudi z Bayernom smo igrali lažje v Münchnu kot tule v Stolicah. Gre za to, da se ne predamo, gre za to, da je treba več verjeti v neko stvar. Letos nam to še ni uspelo, morda nam bo pač ta tekma da neko priložnost, da jih presenetimo in da zmagamo z 7 točk razlike. Kaj ste se pa od tiste prve tekme naučili? No, v bistvu smo še enkrat pogledali vsi skupaj nocoj. Izgubili smo 25 točk, oni smo prišli na 7. Zapravi, vseeno niso oni nek vanzemalci, bi rekel, oni so tako iz krvi in mesa, tako da če ne bo lastnih napak, če bomo pač igrali strpno, dobro, kvalitetno v obrambi in pa s tem pretokom žoge, če bomo zadevali tiste odprte šute, recimo, ki jih v Münchnu nismo zadeli, in pa če bomo skoncentrirali do konca, se lahko nadejamo uspehu, če ne pa mi nismo ekipa, ki se lahko privoščimo neke napake, ki se lahko privoščimo kakšne črne minute. Mi moramo igrati pač 40 minut odlično z več razpoloženimi igralci, če se enkrat na to poklopi, pa lahko upamo uspeh. Bamberg je malenkost krvin moštvo primerjati. Ja, Robinson je prišel, vsi nekaj menjajo, vsi nekaj kupujejo. Robinson v bistvu kvalitetni igralec na poziciji pleja, malo bo zamenjal Vanamakerja, svojih 188, izredno prodorni igralec, fizično močan. Oni že tako imajo sistem svojega z Vanamakerjem in pa s tem Robinsonom bo napadali naše playmakerje na low postu, na bližnji koša. To se dela že na prvo tekmo, tu moramo biti še bolj, na to smo se pripravili in tu moramo biti v obrambi dost tečni, da pač ti igralci ne dobijo žoge tam, ko bi oni hoteli. Verjetno vas veseli dvig forme nekaterih posameznikov zdaj pred to odločilno tekmo, recimo Nikolov, Marko. Dobro, v bistvu že nekaj časa ne morem reči, da igramo izven forme, da igramo slabo. Pa smo imeli tak razplet, ko smo imeli s tem Ulep kupu, pač igramo z ekipami, ki so na papirju močnejše, vendar to ne priznamo nobeno, s takim se dobro v bistvu domače rečeno tepemo, vendar včasih pač kvaliteta pride do izraza. Zdaj, kako je zdaj Marinović pripravljen? Marinović je dost predstavil zdaj to tekmo, smo se najbolj bali. Danes je vse v redu, pravi, da ne čuti nobenih posledic, da nič ni slabše, kot je bilo. Mislim, da bo počasi prišel noter. Večji problem je mogoče Rupnik, ki se bolj počasi vrača, kaj je razumljivo, kajti težave hrbtice so bile dost velike, tako da so pustili tam posledice na njegovi igri, na njegovem počutku. Kaj pa Salin, po vsaki poškodbi on rabi dolgo časa, da pride v konstantno formo? Res je, v bistvu to je pač letos nažalost preveč bolan, preveč poškodovan. Res je, da on je tip igralca, ki rabi veliko dela, veliko treninga, da pride v eno konstantno formo, potem pa to formo pač normalno dolgo časa drži, vendar preveč teh pauz letos, tako da se pravim, to je dobra ugotovitev in dobro, na njegovi poziciji imamo na srečo zdaj še Prepeliča, ki je tudi začel malo normalno funkcionirati, lahko tudi Marinelija sedi normalno na pozicijo 2, pa še Hrovat, tako da te pozicije imamo dosti igralcev.
Na prvi tekmi na začetku je kazalo, da mogoče Bamberg sistemsko ne ustreza Olimpija, to drži, ali je bilo samo slab polčas? Te prve tekme so zagotovite za nas, ne, v drugem krogu domače tekme. Ne. Že lani smo proti Ruzlemu tu izgubili. Letos smo hoteli pač to tradicijo nekako prekiniti. V bistvu so oni fizično, ne, sigurno močnejši od nas. Dost kvalitetna ekipa, ki pač zadeva, igra vseh pozicij dosta raznovrstna. Nekako smo v ta prvi polčas igrali in mislim, to niso bili mi, ne. To niso bili mi, pa še tretjo četrtino, takoj po polčasu tudi preveč napak. Furjasto hoteli smo čim prej blizu teh 11 pik, vendar smo dosegli kontraučinek. Ko nam je nekako voda tekla v grlo, smo se malo prišli k sebi in potem smo imeli tistih 5-6 dobrih minut in skoraj vjeli. Tako da v bistvu, kaj pravim, moramo biti optimisti, moramo pozitivno razmišljati, moramo se spustiti eno bitko, ta pravo z njimi, malo drugačko začetek z Bayernom, ki smo pustili breč lahkih košev, tudi treba takoj prve minute dalje iti na nos z malimi fauли prekiniti tisto, dokaj se da. Kako so pa zelo velike razlike med posameznimi tekmami v tej skupini, ne? Tako zmaga za 20 pik, pa naslednjo dobi za 20 na tistim in tako naprej. Teda upaš, da bo tudi tukaj en tak se pravi, mi rabimo da se enkrat vse skupaj poklopi, da se enih 3-4 glasov malo, po domače rečeno, trga, da začnemo delati vseh pozicij, pa bo tudi vse ostalo lažje. V prvi tekmi so vas tudi sodniki malo bremzali. Milo rečeno, se bojite, recimo glede na to, da je odločilna tekma, da bi lahko spet kaj? V bistvu sodnikih niti ne smemo govoriti, niti nima smisla razpravljati takšni, kot so. Ali se pritožuješ, ali karkoli delaš, nič ne pomaga. V bistvu mi se moramo osredotočiti na svojo igro, niti ne zanima, kdo bo sodil. Upamo samo, da bo korektno in pošteno. Hvala.